Električna Corsa danes ubira nekoliko drugačno pot kot konkurenčne avtomobilske znamke. Renault je na primer za svoj električni program pripravil Zoeja, ki je povsem drugačen model od Clio, čeprav sta podobno velika. In tudi koncern Volkswagen je z električnimi golfi predvsem tipal zanimanje. V velikem obsegu se je v elektromobilnost spustil šele zdaj z modelom ID.3, ki temelji na povsem novi avtomobilski platformi, prav tisti, ki jo bo recimo uporabljal tudi Ford. No, nemška Oplova Corsa in tudi tehnično soroden francoski Peugeot 208 slonita na povsem enaki platformi kot bencinske in električne Corse. Multi-energy platform has a lot of advantages. So, besides of being able to produce on one production line in Zaragoza the diesel and the gasoline engines, we are now also possible to build up a full electric battery electric vehicle. And this gives us the flexibility to react on the customer needs. Also, this car remains and looks exactly like a normal Corsa. So it's not lifted in height, you have no limited interior space or trunk volume or whatever, so it's fully practical, it's fully versatile. That's why this is a very important aspect to democratize the e-mobility. Multienergijski platformi je seveda hkratna tista tehnična noviteta, ki naj bi koncernu PSA omogočila finančno vzdržen prehod v električno mobilnost. Opel tako na svoj način sporoča, da bo z uvajanjem elektromobilnosti previden in s takšno platformo bo vsekakor mnogo manj hendikepiran, če slučajno ne bo šlo s tako hitrim tempom proti elektrifikaciji, kot napovedujejo analitske hiše. A kot nam je povedal Tomas Vanke, so v dno električne Corse stlačili maksimalno število baterij. Daljšega električnega dosega Corsina platforma ne omogoča. Vseeno pa to pomeni več kot 300 km realnega dosega po dvojni VLTP protokolu. Ker avta nismo uspeli peljati, vam ne znamo povedati, ali tudi električna Corsa ponuja bolj nemške kot francoske vozne lastnosti. Vsekakor pa posnetki nazorno sporočajo, da je Corsa v notranjosti in seveda zunanjosti tipična nova Corsa. Oplovo Corso smo preizkusili novembra po cestah Jadranske obale. Govorili smo tudi z inženirjem, ki je zasnoval prve matrične žaromete za tako majhen avtomobil. Pa vas zanima, kaj je o novi električni Corsi povedala prav vnukinja Adama Opla? Poglejte.